Zdaj pa gremo k modelu, pravzaprav znamki, ki jo v Sloveniji ne vidimo prav pogosto, tudi v naši oddaji ni stalni gost. V Evropo in v Slovenijo se vrača SsangYong, tokrat z modelom Corando, ki ga poznamo v Sloveniji. Poznamo znamko in model kot nizkocenovni proizvajalec avtomobilov. Zdaj ima SsangYong z svojim Corandom višje ambicije, ampak čaka jih še kar nekaj dela. SsangYong je avtomobilska znamka, ki ima že dolgo zgodovino, natančneje 65 let. Jim pa v tej dobi nekako ni uspelo prodreti močneje na evropski trg, saj so se njihovi modeli uvrščali na sezname najgrših avtomobilov. To se je zadnja leta spremenilo, saj so prišli pod okrilje indijskega velikana Mahindre, ta pa ima v lasti italijanski studio Pininfarina, ki velja za enega najboljših v industriji oblikovanja. Studio iz Torina je torej doslej ustvaril že mnoge slavne Ferrarije, Peugeote, Fiate, Alfe, Lance, Bentleyje, Jaguarje. Ti čudoviti primerki avtomobilske zgodovine zdaj v tej novi dobi dobivajo družbo znamke, ki je doslej na prodajo avtomobilov gledala s povsem drugačnimi očmi. A iz svoje lastne zgodovine se je očitno veliko naučila. In če drugega ne, so vzorčen primer, da je oblika nadvse pomembna, imeli pred lastnim pragom, pri Kii. Tudi ta je svoj prodor dosegla prav z dobrim dizajnom. No, dizajn seveda ni dovolj, a to zdaj Korejci že dobro vedo. Zato je novi Corando nekaj povsem drugega kot Corando, ki je bil prvi korejski SUV. Novinec je namreč uglajen avtomobil z moderno tehniko, turbomotorji, štirikolesnim pogonom in, kar je bistvenega pomena, z varnostjo za evropskih 5 NCAP-ovih zvezdic. Se je pa Evropa spet pokazala kot zibelka avtorazvoja. Corando just developed on the European character, but it will be also introduced to the general market, like Chile and some South America and some Pacific Island, Australia and New Zealand, also in the Middle East. Si pa od prenovljenega Coranda veliko obetajo tudi slovenski trgovci. Lahko rečemo, da je to nek nov začetek SsangYonga z močnim lastnikom, je dobil nov zagon, tako da zagotovo jih bomo več videli na slovenskih cestah. V naslednjem letu pričakujemo, da bomo prodali tam nekje okrog 200 primerkov novega Coranda. Kar je močan prodajni rezultat. Mimogrede, Corando že s svojim imenom izraža samozavest in sposobnost. The meaning of the name is a Korean can do. In prvi kilometri pravijo, da je samozavest upravičena.